Spoštovane strokovnjakinje, spoštovani strokovnjaki, udeleženke in udeleženci druge mednarodne konference z naslovom Sodobni izzivi dela z mladimi iz ranljivih skupin. Zaščita in skrb mladih iz ranljivih skupin, posebej otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in težavami, je zgodba, katere mesto v družbi ni v središču pozornosti, prej na njenem robu. Glavni akterji te zgodbe, otroci in mladostniki, pogosto izhajajo iz razmer neugodnih za zdrav razvoj ali pa se v svojem odraščanju srečuje z različnimi razvojnimi težavami, ki jih lahko okoliščine naložijo še čustvene in vedenjske težave. Takšni otroci in mladostniki se ne zmorejo prilagajati v sistemu, nasprotno, v iskanju svojega izgubljenega notranjega miru ga pogosto načenjajo. Zato mora biti sistem, ki jim nudi zaščito, jasno strukturiran, nepodhranjen, prežet s strokovnostjo in obenem s povsem empatično človečnostjo. Skrbeti za ranjene je veliko delo. Po konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah je družina osnovna celica, ki mora skrbeti za otroka. Žal, mnogi otroci in mladostniki nimajo teh okvirjev, mnogi iz različnih razlogov ne morejo živeti v matičnih družinah, ki bi zmogle zaščititi njihove pravice. Zato tu vstopi država s svojimi mehanizmi zaščite in skrbi. Pri varuhu bdimo tudi nad tem. Redni obiski kolegic in kolegov iz državnega preventivnega mehanizma s predstavniki nevladnih organizacij beležijo številne ugotovitve. Žal tudi te, da vedno več otrok in mladostnikov v strokovnih centrih potrebuje čedalje več pomoči oziroma bolj strukturirano in intenzivnejšo pomoč oziroma terapevtsko obravnavo. Tam zaposleni, tudi mnogi med vami danes tukaj, se pogosto soočajo in obravnavajo različne vrste odvisnosti, motnje v duševnem zdravju, druge težje čustvene in vedenjske motnje, postavljeni pa so tudi pred zahtevne situacije nasilja, ki je lahko usmerjena navznoter ali navzven. Državni preventivni mehanizem je zato v svojih poročilih o obiskih strokovnih centrov že pozdravil uveljavitev zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju. Po tem zakonu imajo ti centri tudi zakonsko opredeljeno možnost za oblikovanje intenzivnih skupin za otroke in mladostnike, ki potrebujejo intenzivnejšo pomoč oziroma terapevtsko obravnavo. Obenem pa je državni preventivni mehanizem pozval Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da v sodelovanju z drugimi pristojnimi ministrstvi aktivneje pristopi k reševanju težje problematike, s katero se soočajo strokovni centri ob obravnavi otrok in mladostnikov. Nudil naj bi jim tudi pomoč pri oblikovanju intenzivnih skupin ter pri oblikovanju programov obravnave v takšnih skupinah, je še priporočil državni preventivni mehanizem. Intenzivni odnosi zahtevajo veliko in še več od vseh, ki vanje vstopajo. Zato, da bi se lahko posvetili zaposleni polno otroku ali mladostniku, ki potrebuje intenzivno pozornost, je nujno, da so skupine manjše. Državni preventivni mehanizem je Ministrstvu za izobraževanje zato tudi priporočil, naj skupaj s strokovnimi centri za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami preuči potrebo po spremembi meril, torej normativov za oblikovanje skupin za te otroke in jih ustrezno spremeni. Pričakujem, da bodo priporočila državnega preventivnega mehanizma upoštevana. V določenem trenutku postane otrok, mladostnik družbeno odrasel, kar pa ne pomeni nujno, da zmore sam živeti življenje, ki je bilo predtem obremenjeno. Posledic teh bremen, tudi skrb strokovnjakinj in strokovnjakov, ne zmore v celoti odpraviti, ne le zaradi neustreznih normativov, pač pa tudi zaradi pomanjkanja strokovnjakov za celjenje ran, torej psihologov, psihoterapevtov oziroma psihiatrov za zdravljenje težjih motenj. Zato se kaže močna potreba po podaljšani skrbi teh ranljivih otrok in mladostnikov ter potreba po sistematičnem, postopnem vključevanju v družbo o podpori ustreznih inštitutov ter spremljanju njihovega napredka. Nujno je intenzivneje pristopiti tudi k deinstitucionalizaciji
in vključevanju teh otrok in mladostnikov v skupnostno skrb. Nenazadnje so in bodo del skupnosti s pristopi deinstitucionalizacije ter skupnostne skrbi in obravnave, pa jim bomo omogočili bolj kakovostno življenje. Otroci in mladostniki, s katerimi se srečujejo kolegi iz državnega preventivnega mehanizma, pravijo, da jim je v redu tam, kjer so, a večina bi bila raje doma pri družini. Kot družba bomo morali mnogo bolj intenzivno kot doslej nasloviti vprašanja, kako podpreti družine pri skrbi za otroke, da ne gasimo zgolj posledic in da obenem vendarle ne posegamo v integriteto družin. V skrbi za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami kot družba še nismo izčrpali vseh možnosti. O njih boste govorili danes. Danes boste govorili o konceptu družbenih in sistemskih podpor. Obravnavali boste tudi priložnosti, izzive in primanjkljaje na področju varnosti mladih v času kriznih družbenih okoliščin, razmišljali o vplivu umetnosti in športa in o izzivih epidemije COVID-19 in okrevanju po njej, duševnem zdravju mladih, inštitucionalni in neinštitucionalni oskrbi ter sodobnih konceptih dela, ki se razvijajo in uporabljajo pri delu z mladimi iz ranljivih skupin. Želim vam, da bi vas obravnavane tematike obogatile, vam morda ponudile iskrice za motivacijo pri delu ali ideje za izboljšanje napredek. Želim vam še, da bi svojim elanom tudi v prihodnje zmogli nuditi podporo tistim, ki so bili brez vas prepuščeni na milost in nemilost izhodiščem, v katere jih je postavilo življenje.